Včasih oblika zemljišča predstavlja poseben izziv za umestitev hiše in tudi vrta. Če se ureditve okolice lotijo domači, bo urejanje verjetno potekalo počasi, skladno z razpoložljivimi sredstvi in omejenim znanjem o urejanju prostora. Zato je priporočljivo na pomoč poklicati strokovnjaka za urejanje vrtov, saj bo pomagal poiskati najboljšo možno rešitev. In tako sta storila tudi lastnika nove hiše na obrobju Domžal in s skupnim trudom so dobili vsebinsko bogat, funkcionalno domišljen in estetsko skladen vrt. Zemljišče leži na koncu kratke ulice na robu naselja. Proti severu se odpira razgled na Kamniško-Savinjske Alpe, na zahodni strani ga obroblja reguliran potok, ki poleti zagotavlja svežino na vrtu. Podolgovato oblikovano zemljišče je narekovalo obliko hiše. Lastnika nista želela, da bi vrt sledil strogi pravokotni obliki hiše, zato sta sprejela predlog oblikovalke vrtov, da bi vrtni del kar se da naravno povezali z okoljem, z neravnimi linijami pa stkali posamezne sestavne dele vrta. Lastnika sta oblikovalko Mojco Habjan k urejanju okolice pritegnila pravočasno, ko so še potekala zaključna gradbena dela. Tako je lahko razporedila predvrt, okrasno bivalni vrt, vodni element, dodatke, manjši uporabni vrt in pripravila načrt tlakovanja, vrtnih elementov ter zasaditveni načrt okrasnih rastlin. Na začetku je vrt deloval nekako zelo linijsko. Torej, tu mislim predvsem na ta zahodni del vrta, ki je vpet med dolgo stranico hiše in dolgo brežino, nasuto brežino ob potoku. Taka umestitev, taka ureditev marsikdaj hitro zavede in narekuje tudi linijsko ureditev zunanjega prostora. Vendar menim, da bi, če bi nadaljevala te ortogonalne zasnove, dobili vrt še daljši, mogoče ožji, kar bi delovalo kot en občutek uniformiranosti oziroma strogosti samega vrta, kar nejasne lastnika nista želela. Če upoštevam to lepo okolje v ozadju, smo pa želeli, da bi se vrt nekako nadaljeval v zunanji prostor parcele, kot da ni meje. Z izbočanimi krivuljami, ki segajo tudi na ravninski del, sem želela povezati tako travno površino kot zasaditveno površino in s tem potekom krivulj, ki nekako nepretrgano in lahkotno razigrano usmerjajo po vrtu, tudi dosegla umestitev določenih kotičkov, kot je na primer prostor s kuriščem, po prekrasen dvignjen del na jugozahodni strani, bazen in podobni elementi, ki se nahajajo v vrtu. Manjši bazen je premišljeno umeščen in ponuja različne oblike sprostitve, ne le običajno plavanje. Gre za bazen ledvičaste oblike, ki je skladen samo z zasnovo vrta. V ozadju je postavljen zidec, ki nudi oporo brežini, hkrati pa sem ga izkoristila tudi za posedanje, te lepe poglede na vrt iz drugega zornega kota. Mojca je dejansko sledila našim željam, pa hkrati dala še veliko svojih dobrih predlogov. Predvsem bi omenil v bistvu to plitvino in te stopnice, ki se počasi spuščajo v bazen. To pri nas dostikrat ni v navadi, da se dela, ker se razmišlja o tem, kako v bistvu čim bolj izkoristiti površino samega bazena za čim več plavanja. Ampak dejansko pa na koncu ugotoviš, da več časa preživiš v plitvini, ko se usedeš kakšno pijačo na rob bazena ali pa na stol in tukaj uživaš. Barva je tudi malo drugačna, kot smo jo vajeni. Tako je. Veliko časa smo posvetili izbiri barve bazena. Morda modra ali pa sinja modra pašata ob morje, morda tudi na Kras, medtem ko v to zeleno, v srednjo Slovenijo, želiš umestiti bolj nekaj, kot zgleda kot en tolmun Kamniške Bistrice ali pa Save. In zaradi tega smo izbrali to rjavo folijo. Ko je bila folija položena, ni sicer noben verjel, to je pa neka grda rjava folija, kaj bo z tega ratal. Ampak ko smo natočili vodo, pa potem da ta turkizen odtenek same vode. Premišljeno načrtovanje novega vrta je vključevalo tudi predvrt, torej urejen prostor pred hišnim vhodom. Tu ne gre toliko samo za estetski vidik ureditve samega predvrta, temveč
predvsem funkcionalno uporabo prostora, razpoložljivih površin, umestitev elementov, objektov, tudi rastlin, ki bodo ta predvrt napolnili. Torej, gre za umestitev vrat za vozila, vrat za osebni prehod, nadstrešek, lopo, dovolj parkirne površine, morda tudi manevrirne, če je možno, tudi prostor za zabojnike, ograjo in tako naprej. Ograja z vertikalnimi elementi projicira igro svetlobe in sence na svetov peščeni del, vrata s polnilom ustvarjajo zaslon in malce skrivnostnosti. Zasaditveni del in površina za vozila sta povezana s krivuljo granitnih kock, skladno s celotno zasnovo vrta, ki podobno valovi. Krivulje v zasaditvenem delu ločijo peščeno gredo od tiste posute z lubjem. Da je v predvrtu sta urejena dva vhoda, kar je posebnost tega predvrta. En vhod je namenjen obiskovalcem, to je glavni vhod, drugi vhod pa družini. Želela sem, da bi oba vhoda bila enakovredno spoštljiva vsem prihajajočim in to sem dosegla potem skrbno izbranimi rastlinami v samem predvrtu. Vodilni rastlini pri glavnem vhodu sta res čudovita drena z belo cvetočimi cvetovi spomladi in čudovito jesensko obarvanostjo jeseni, medtem ko je pri drugem vhodu najbolj zanimiv pisanolistni javor. Vmes pa se dogaja ta preplet rastlin in sicer na dveh podlagah, na peščenem delu in pa na delu z lubjem. In sem umestila razne trave, pirjanke, miskante, ruševje, brine, maslenice, torej rastline, ki tudi v zimskem času pričarajo zanimiv in dekorativen vrt. Smo na okrasno bivalnem vrtu na zahodni strani hiše in tukaj se prilivajo barve in oblike in teksture. In tukaj ste morali razmišljati, kako se bo to dogajalo skozi vse 4 letne čase. To pomeni, da se kažejo letni časi v vrtu glede izbora rastlin po cvetenju, po zimzeleni in listopadni značilnosti same rastline, po barvnih odtenkih. Tako so recimo spomladi, ko želimo, da nas prebudi iz zime, predvsem upoštevane tople barve na vrtu, torej kot so narcise, tulipani in druge cvetoče rastline. Potem, ko gremo počasi proti poletju, pa vrt potrebuje neko umiritev in ohladitev. Poleg potoka to ustvarjajo tudi rastline z nežno belo, roza in modrimi cvetovi, kar ponavadi pridobimo s pomočjo sivk, ameriškega slamnika, čudovitih hortenzij, belocvetočih, tudi vrtnice so tu prisotne. Mojca je omenila, da ste vi pravzaprav tista, ki je še posebej navdušena nad cvetočimi rastlinami. Mogoče katere stvari so vam posebej blizu? Morda skozi letne čase? Ja, zdaj tako. Moram povedati to, da na začetku, ko smo vrt zasnovali, sem bila predvsem vesela, da je nekaj zraslo. Zdaj sem pa postajam iz leta v leto ali pa z meseca v mesec celo bolj zahtevna. In želim recimo tam, kjer neke rastline, kjer nekaj odsvete, kar je normalno, da zaradi letnih časov, iščem potem neke enoletnice, ki nekako pašajo v samo to strukturo, v same barve. Tudi tukaj tele recimo hermelike so lepe in v zimskem času. Ponavadi vse, kar lahko pustimo, torej tudi travne režemo, vse suho cvetje ostane. Imate pravzaprav več kotičkov, kjer posedate, počivate, se družite. Imate kakšnega posebej radi ali jih je več enako dobrih? Odvisno od letnega časa, od razpoloženja, od same družbe. Recimo tukaj, kjer zdaj sediva, ta je bolj tak zimski kotiček, recimo ob kakšnem kostanju ali pa po zimi se lahko dejansko samo zakuriš ogenj in pogreješ. Potem ob potoku je zelo tak intimen kotiček, kjer je zelo prijetno
poletnem času zaradi hladu od vode. Tam pa je prijetno sedeti zvečer, kjer se odpira tudi ta pogled čez cel vrt, spet kakšen kozarček vinčka. Zanimivo je pa konec koncev tudi nekje med rastlinami se zgoditi. Jaz kar precej časa porabim za to, da tiste rastline, ki jih pač ne želim na vrtu, pospravim, očistim vrta. Tako da odvisno torej od same situacije.